Potem bi pa jaz kar predlagala, da začnemo naš posvet. Ideja je bila, da bi probali nekako odpreti, vsaj začeti z takimi evropskimi posveti na bolj konkretne teme, dvigant nekak nivo razprav o tem, kaj se danes dogaja v Evropski uniji. Jaz sem si zamislila to predvsem iz enega razloga, da je za nami zelo dramatično leto. Dramatično v smislu, da smo v Evropi ustvarili 26 milijonov brezposelnih, veliko generacijo mladih, ki danes dejansko nima nobene vizije, nima delovnih priložnosti. V nekaterih državah članicah Evropske unije je vsak drugi človek brezposelen. Skratka, situacija, to, kar se danes dogaja v Evropski uniji, mislim, da nikoli še ni bila na tako kritični točki, kot je danes. In smo na nekem prelomnem obdobju, ko se moramo pogovarjati v letu aktivnega državljanstva o tem, kje tudi vidimo vlogo Slovenije in kakšno prihodnost v Evropski uniji si želimo. Zdaj, javna razprava danes je namenjena predvsem finančni, politični in socialni prihodnosti Evrope. Gre predvsem za to, da kriza, v kateri smo, je postala tudi socialna in moralna kriza, da so ljudje zelo nezadovoljni, da je izjemno veliko strahov, da se je težko nasploh v taki situaciji pogovarjati o tem, kakšno Evropo si želimo, ko ljudje dejansko ne vejo, kako bodo živeli jutri. Jaz sem se odločila, da na razpravo povabim poleg politikov, predvsem tudi stroko oziroma predavateljice, profesorice, magistre, da bi nam povedale še iz bolj strokovnega pogleda, kaj lahko pričakujemo v obdobju, ki bo zelo zahtevno, tako za Slovenijo kot Evropsko unijo. Bi najprej povedala, da cel posvet tudi snemamo za agencijo in spletno stran in bo objavljen tudi na YouTubeu, tako da čeprav nas ni na tem posvetu toliko, kot mogoče bi pričakovali, petek popoldne je vseeno nehvaležen dan, tudi zaradi izpitov, kot slišim, bo to vseeno priložnost, da upam, da si bo kdo pogledal tudi posnetek naknadno. Najprej bi predstavila pa moje goste, na moji desni Tina Sršen, magistra mednarodnih odnosov, dobra poznavalka energetske politike Evropske unije, pa trenutno zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. V preteklosti je večkrat, če sem prav razumela, sodelovala v okviru različnih mladinskih projektov in nevladnih organizacij, tako na nacionalni kot evropski ravni, in opravljala tudi prakso pri bruseljskem think tanku Friends of Europe, kjer tudi jaz dostikrat sodelujem, tako da upam, da se bomo dotaknili kakšnih zanimivih stvari z področja energetske politike. Potem najprej dam prednost, ker smo v večini. Pravilno, profesorica doktorica Maja Bučar, izredna profesorica, prodekanja za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno področje tu na fakulteti. Deluje na katedri za mednarodne odnose in centru za preučevanje mednarodnih odnosov, aktivna na področjih predvsem mednarodne politične ekonomije, aktualnih problemov Unije in pa razvojnih problemov ter upravljanja Unije in članic. Dr. Peter Bekeš na moji levi je dolgoletni pravnik, predvsem dolgoletni diplomat, v času nekdanje Jugoslavije, če smem reči, aktiven družbeno-politični delavec, večkratni ambasador, član družbeno-političnega zbora, aktiven zelo na področju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, po osamosvojitvi član državnega zbora, proti koncu poklicne poti veleposlanik, upam, da bomo vse našteli v Rimu, na to v Zagrebu, sedaj upokojen, ampak vodja sveta za zunanjo politiko pri socialnih demokratih. Žal se je zadnjo trenutek upravičil, morda se nam še pridruži poslanec v državnem zboru Matevž Frangež, ki je aktiven v zunanje političnem odboru, odboru za Evropsko unijo, in je žal na glasovanju zaradi varuhinje za človekove pravice, kjer vsak glas bo danes precej odločilen, tako da se to zdaj ravno odvija in bo skušal priti še, če bo čas nam dopuščal, da se nam pridruži.
Tako da bi jaz mogoče najprej predlagala, bi jaz postavila tako nekaj uvodnih vprašanj, pa bi pustila tudi prostor, če bi koga od vas kaj zanimali, da probamo narediti čim bolj živahno, da ne bomo mi predolgo govorili, da vidimo, koga še kaj dodatno zanima in kaj bomo mi znali odgovoriti. Pa bi mogoče najprej za vas, gospa profesorica Bučarjeva, vprašala nekaj z področja raziskav in inovacij v naslednji finančni perspektivi. Mogoče vam povem za informacijo, naslednji četrtek, petek v Bruslju bo verjetno eden od prelomnih vrhov Evropske unije, ko se bomo odločili oziroma naše evropske vlade so pripravljene sprejeti ambiciozen proračun za prihodnjo 7-letne obdobje. In pričakovanja so, vsaj v strani Evropskega parlamenta, zelo zaskrbljujoča, ker velike države članice, posebej tiste neto plačnice, želijo močno rezati v sredstva, ki bodo na voljo v prihodnji evropski blagajni, in posebej tu je lahko Slovenija zelo prikrajšana za kak milijon, ki bi nam dolgoročno lahko močno manjkal. Jaz upam, da bojo pogajalska izhodišča naše vlade naslednji petek dovolj trdna in dovolj ambiciozna, da bomo dosegli dober proračun. Ker sem se dotaknila raziskav, to je velik, pomemben del naše prihodnje Evropske unije. Dejstvo je, da se želimo razviti v najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu, temelječe na znanju in inovacijah. Če vam povem za primerjavo, na Finskem za to področje namenjajo 4% bruto domačega proizvoda. To so podatki Eurostata. To je poleg Izraela praktično največ na svetu. V letu 2011 smo v Sloveniji porabili za to raziskovalno razvojno dejavnost 2,5, malo manj bruto domačega proizvoda odstotka, kar je tik pod evropskim povprečjem. In trenutno smo priča močnim proračunskim rezom vlaganj držav članic v to sfero. Cilji strategije, o kateri danes govorimo, Evropa 2020, je, da bi naložbe v raziskave in razvoj dosegle 3% bruto domačega proizvoda. Politiki zagovarjamo zelo visoke cilje, a te so, če so nedoseženi, kar v preteklosti največkrat so bili, so na koncu lahko videni kot zelo slabo delo. Bi bilo torej mogoče vprašanje za vas smotrno zapisovati realne cilje, je strategija z obeh vidikov preveč ambiciozna? To je težko reči, če je preveč ambiciozna. Jaz mislim, da ni. Je pa res, da je malo morda problematično to, da si Evropa že kar nekaj časa, praktično od Lizbonske strategije dalje, postavlja ta cilj 3%, ki zveni res rahlo nedosegljiv, ko potem pogledamo rezultate. Mi smo se tudi v naših krogih, ko je nastajala slovenska strategija, ki je nažalost zdaj malo zatonila v pozabo, ampak ta RIS, kakor smo kratico poimenovali, se pravi raziskovalna inovacijska strategija Slovenije, je šla še dalj. Mi smo tam noter zapisali cilj celo 3,6% za raziskave in razvoj do leta 2020. Se pravi, smo še nekam bolj visoko ciljali. Izhajali smo pač iz izhodišča, da šele tak nivo naložb bi omogočil resnično neko dohitevanje. Da bi resnično potem prišli do tiste stopnje, ko bi imeli obseg naložb dovolj visok, da bi omogočil in tehnološko prestrukturiranje in nastopanje nekje v špici, ne pa biti samo nekdo, ki sledi. Debata je bila na to temo, ali smo sploh v stanju to uresničiti ali ne, ampak na koncu je bilo nekje sprejeto stališče našega sveta za znanost in tehnologijo, da je morda mobilizacijsko pomembno imeti visoke cilje. Mislim, da je podoben razmislek tudi ta evropski, da si zastavimo nek relativno visok cilj, ki pa seveda za razvite članice ni več tako nedosegljiv. Marsikatera je že zelo blizu. In če bi mi gledali naše trende, vsaj tja do 2011, smo pravzaprav postopoma se temu cilju tudi mi približevali. Mes je prišlo 2012, ko seveda bomo videli številke, smo, vsaj kar se tiče države, močno porezali naložbe v raziskave, razvoj in visoko šolstvo. Vprašanje je, kaj se bo pokazalo na poslovnem sektorju, ampak poznavajoč ukrepe, ki so običajni bili na tem področju in njihov izpad v 2012,
pričakujem, saj to je moje osebno mnenje, da bo tudi tukaj nek upad prišel. Ne? Ves čas je pa za države članice visok cilj, ki si ga Evropska unija zastavlja, tudi nekje ne rečem, pogoj ali pa neka spodbuda, da se tem področjem več ukvarja. Ne? Sama vem, da kadarkoli so prišli iz komisije se pogovarjati in so rekli, kje pa ste na tem področju, se je potem poskušala razlagati, zakaj še nismo tam, kjer smo, ampak še malo pa bomo. Ne? Se pravi, tudi ta vidik ni nepomemben. Ne? To se mi zdi, da ne vem, z tega zornega kota ta 3% meni ne zveni tako problematičen. Ne? Kar se meni bi recimo porajalo vprašanje ob tem je, kako bi v času krize, te brezposelnosti, rastočih socialnih stisk, pred državljani upravičili velika finančna vlaganja, če gledamo absolutno številko, v precej določene ozke specifične znanstvene sektorje, glede na to, da mogoče državljani ne bi od vseh prepoznali osebne koristi. Kako bi lahko to nekako upravičili? Vi kot profesorica, doktorica? To bo, mislim, to je, zdaj bom privlekla nekaj, kar je bilo že, ne vem, večkrat izpostavljeno kako so upravičevali kjerkoli, ne. Vi ste že prej Finsko omenili, pa rekli 4%, ne. Finski preobrat v smeri večjih naložb v raziskave, razvoj in izobraževanje se je zgodil v trenutku njihove krize. Oni so imeli problem z brezposelnostjo, so imeli problem z izgubo ruskega trga in so se vendarle zavestno odločili, da za bodočno, za dolgoročno reševanje je potrebno en tak preobrat narediti. In mislim, da v evropski problem, in se reflektira potem tudi na slovenskega, ne, je, da pogosto mi ne znamo prikazati, kaj se nam pravzaprav znotraj področja raziskav in razvoja dogaja. Da so to še vedno preveč neki slonokoščeni stolpi, kjer se neke raziskave odvijajo in ljudje ne vidijo tega kot nekaj, kar prispeva dolgoročno k blaginji te družbe. Ne? In da zato vlada ta odtujenost, ne? Da tega preskoka pravzaprav iz neke odlične znanosti v potem tudi odlične tehnološke rezultate, pa ne samo tehnološke, se konec koncev govorimo danes pri inovacijah o širšem spektru, ne? In organizacijske, družbene, cel kup, ne, se tukaj vam pelje, da tega ne prepoznamo kot neko konkurenčno priložnost za to okolje. Ne? Zdaj, če govorimo o tem, da si postavljamo neke visoke, ambiciozne cilje, pa se vrnem nazaj k tej strategiji 2020, da dam besedo še profesorici oziroma Tini Stršen. Med cilji, ko govorimo pa o energetski skupni politiki, imamo tudi zelo ambiciozne cilje. 2050 naj bi za 80 do 95% znižali emisije toplogrednih plinov. Z obstoječimi politikami bi do leta 2050 v energetiki dosegli manj kot polovico potrebnega znižanja. Potem poznamo cilje o 20% zniževanju toplogrednih emisij in tako naprej. Zelo ambiciozni, pa vsakič se zdi, da si postavimo cilje in ne uspemo. Ista podobna zgodba, kjer nekako izgubljamo zaupanje državljanov. Kako je pa to? Jaz mislim tudi, da se strinjam s profesorico Bučarjevo, da je problem v komuniciranju. Energetika je relativno mlada politika v Evropski uniji, se je razplamtela šele v bistvu v zadnjih nekaj letih, kjer se je Evropska unija odločila, da se vrne nazaj k svojim koreninam. Namreč, če se verjetno veste, da je Evropska unija oziroma evropske integracije so bile nekako osnovane na energetiki, Evropska skupnost za premog in jeklo in Euratom, torej v bistvu pogodba o sodelovanju na področju jedrske energije. To so sami temelji evropskih integracij, vendar so v bistvu tam, na tisti točki so tudi ostali. Evropska unija se je šele 60 let kasneje vrnila nazaj k svojemu bistvu, ko je ugotovila, oziroma ko so politični voditelji ugotovili, da v bistvu z temi institucionalno integracijo ljudi več ne bodo prepričali za svoj prav, da je treba v bistvu se vrniti nazaj k politikam, narediti nekaj konkretnega in ljudem pokazati te rezultate, da bodo začeli ponovno verjeti v Evropo. In ta cilj je dobro zastavljen in je bil dobro premišljen, vendar seveda spet nam umanjka komunikacijska strategija oziroma sposobnost političnih voditeljev, da
ljudi prepričajo, zakaj to potrebujemo. Ko smo že pri tem, morda je strategija do leta 2050 malce preveč oddaljena za navadnega državljana, da bi si znal osmisliti, kakšne koristi bo on sam imel od tega. Ne. Strategija do 2020 je pa zelo blizu. Ne. In tukaj ne, so v bistvu cilji že zelo konkretni, ne. Tudi res zelo ambiciozni, ampak če mene vprašate, premalo ambiciozni. Ne. Tukaj jaz vidim res tisto priložnost Evrope, da se dokaže svojo dodano vrednost in da tudi naredi nekaj za državljana. Ne samo z vidika, da pač poskuša ustvariti neke novo vrste blaginjo, ne? Torej da skuša najti te niše, da skuša doseči samozadostnost, kar se tiče energetske oskrbe, da skuša ustvariti nova delovna mesta skozi spodbujanje teh politik, posebej na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, ampak da tudi v bistvu najde odgovor 21. stoletja, ne? Če je bilo 20. stoletje v bistvu stoletje fosilnih goriv, ne? Je 21. stoletje definitivno stoletje nizkoogljičnih virov energije, torej čistih virov energije. Ne? In tukaj ima Evropska unija priložnost, da dokaže svojo dodano vrednost, ne? Da tudi dvigne gospodarstvo. Ne? Dejstvo je, da recimo ukrepi na področju energetske učinkovitosti zelo spodbudijo tako zaposlovanje kot mala in srednja podjetja, prispevajo k samozadostni, torej zniževanju uvozne odvisnosti. Toliko multiplikativnih učinkov prinesejo ti ukrepi na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, da bi lahko bili malo bolj ambiciozni, no? Oziroma bi lahko tudi ob pravilnem komuniciranju tega državljanom, tudi sami državljani prepoznali tukaj priložnost za nova delovna mesta, za večjo blaginjo v prihodnosti, pa ne dolgoročni prihodnosti, pa kar kratkoročni prihodnosti. Ne? Kakšne pa so možnosti, premalo ambiciozni, to velja za Slovenijo ali nasploh za Evropsko unijo, in kakšne so možnosti, da Slovenija te začrtane cilje uresniči oziroma v kakšni meri, kolikšna ambiciozna za to? Energetika je še vedno zelo močno v primežu nacionalnih interesov. Ne? Tudi v Sloveniji nekako zaostajamo za to ambicioznost, ki jo je Evropska unija postavila. Žal je temu tako, da je treba verjetno velikokrat upoštevati vlogo različnih interesov in lobijev in navsezadnje tudi cene, čeprav jaz mislim, da cena energije kot takšne ne odraža v bistvu pravih stroškov, kot so. Ne? Torej, v bistvu cena premogovne energije recimo ni prava, ne? Tudi jedrske ne? Medtem na drugi strani pa se velikokrat ljudje bojijo predrage električne energije, ki bi prihajala iz obnovljivih virov energije ali energetske učinkovitosti, pa temu ni tako. Če bi mi odstranili vse skrite subvencije, vse zaščite za fosilno energijo in hkrati v bistvu dejansko upoštevali ta širši spekter cene oziroma koristi, ki jih prinaša recimo energetska učinkovitost ali obnovljivi viri energije, bi videli, da v bistvu ta cena, ki jo imamo danes na trgu, ni realna. Ne? Žal je tako, da pač rabimo ambiciozne politike, ne? In politiko na tem področju. Ne? In rabimo bolj, poleg ambicioznih politikov, neko ambiciozno Evropo oziroma več Evrope, o čemer lahko v zadnjem času velikokrat slišimo. Zdaj, omenila sem prej, da se naslednji teden odločamo o tem, kakšen bo evropski proračun in koliko bo denarja v njem namenjenega za vse te precej konkretne projekte in za izvajanje zelo ambiciozno zastavljenih načrtov. Pa bi mogoče zdaj se probala malo dotakniti pa celega široka konteksta, kje Evropska unija danes je. Zdaj pogovarjamo se o bančni, fiskalni uniji, postavljamo temelje za nek nadzor nad finančnimi trgi, rešujemo naše gospodarstva. Gospodarska napoved za letos je še vedno praktično ničelna, 0,1%, pa še to je Mednarodni denarni sklad napoved
nedavno znižal, torej naše napovedi niso realistične. Leto bo še vedno zelo mešano, posebej v državah, ki niso konkurenčne, Španija, Grčija, Portugalska, Italija. Kdo ve, kaj se bo dogajalo letos, v katero smer bomo šli. Izkazalo se je v preteklosti, da evropske vlade z ukrepi strogega varčevanja niso uspele in da, če bomo tako nadaljevali brez spodbujanja rasti, bomo z glavo naprej drveli v nek zelo nevaren zid. Pa bi prosila Petra Bekeša, glede na to, da smo v zadnjem času bili deležni že razmisleka o tem, kam Evropa gre, o tesnejšem povezovanju v Evropo, več hitrosti, o Združenih državah, o Evrope, o konfederaciji ali razpadu po poti nekdanje Jugoslavije, kako ocenjuje to stanje duha danes v Evropi in mogoče en delček poti naprej, če je, kakšna je. Hvala lepa. Omenila si konfederacijo. Konfederacijo jaz gledam kot razširjeni čoln, skratka kot plovilo, ki ni namenjeno dolgi plovbi. Če pogledamo zgodovino konfederacij, ki so obstajale, recimo Združene države Amerike, kar je manj znano, so se rodile kot konfederacija in so zelo hitro prešle v bolj integrirano obliko, v federacijo, ki se potem ni prav dosti spreminjala, bil je en poskus, ki ga poznate, državljanska vojna, ki ni uspel in ZDA so po tistem še bolj učvrščena federacija. V bistvu je zmaga severa, se pravi razvitejšega dela, okrepila vlogo centralne oblasti in od takrat ZDA z drobnimi nihanji funkcionirajo na približno enak način. V celi zgodovini je bilo, mislim, da 21-22 amandmajev uspešno izglasovanih in uveljavljenih, zelo kratki, strnjeni ameriški ustavi. Federacija po drugi strani je izjemno širok pojem, ki pokriva celoten prostor med konfederacijo na eni strani, če si zamislite, in unitarno državo na drugi strani. Danes v svetu deluje še okoli 20 federacij. Poleg Združenih držav Amerike je najbolj znana Indijska federacija, ki velja tudi za največjo delujočo demokracijo. Potem so tu južnoameriške federacije, ki so bolj ali manj posrečene ali tudi ponesrečene kopije Združenih držav Amerike in je še nekaj federacij v tretjem svetu. No, Kanade ne gre pozabiti in v Evropi je to Švica, ki se uradno imenuje še vedno konfederacija, ampak Švica je od sredine 19. stoletja predvsem zelo uspešna, razvojno izjemno uspešna federacija. Evropska unija se je rodila kot skupnost suverenih nacionalnih držav. Najprej 6 in je potem postopoma naraščala in ta proces še traja. In upajmo samo, da se ne bo zaustavil, da bo šel do svojega cilja, se pravi do postopne vključitve vseh evropskih držav. Takšno je tudi načelno politično izhodišče. EU je prostor za vsakogar, ki izpolnjuje pogoje in se želi vključiti. Je tako, ne? Moram reči, da so duhovi politični in interesni v Evropi razdeljeni. En del jaha na ideji nacionalne države za vsako ceno in po mojem ima slepo pego za dogajanje v svetu. Kdo je v svetu danes uspešen? Veliki, visoko integrirani sistemi. Poglejte, na eni strani so to Združene države Amerike, ki se tudi, čeprav imajo v osnovi hujšo krizo in se je ta kriza pri njih rodila, boljše, uspešneje otepajo z njo, kot se uspevamo mi v Evropi, ki smo sicer vsak nekaj prispevali v tej krizi, eni malo bolj, eni malo manj,
tudi s svojimi notranjimi težavami, ampak glavni val, glavni udarec je prišel preko Atlantika, v Evropske banke in iz njih potem naprej v gospodarstvo. Analiza tega dogajanja, ki jo lahko prebirate v številnih tekstih, ki so danes že na voljo v strokovnih časopisih in revijah, kaže, da, vsaj jaz tako berem te stvari, da bi višja stopnja integracije, zlasti na področjih, kjer je kriza najbolj razdiralno delovala, Evropi olajšala spopad s krizo in predvsem za prihodnost zavarovala prebivalce držav članic Evropske unije pred krizo. Mi smo integrirali trg blaga, mi smo integrirali v evroconi valuto, se pravi monetarni sistem. Nismo pa izpolnili cele vrste predpostavk, da bi ti sistemi in še številni drugi podsistemi in politike, ki na njih delujejo, varno delovali. In ideja bolj integrirane Evrope, tu izraz federacija velja zaenkrat pogojno uporabljati, ker v naših prostorih vsi takoj asociirajo na federacijo, ki je pred dobrimi 20 leti prenehala obstajati. Prenehala je pa zato, ker nekaterih podobnih problemov, s katerimi se sooča Evropska unija, ni znala razreševati. Alternativa, o kateri nekateri razmišljajo, dajem samo iztočnice za pogovor, je še tretja. Gre za poenostavljeno razmišljanje, ampak v prostoru obstajanja ni mogoče prezreti. Evropska unija je generator krize zaradi tega, kar je Tanja na začetku govorila, in eni resno razmišljajo o njeni ukiniti. Recimo britanski premier Cameron na glas razmišlja o referendumu o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. V drugih državah članicah razmišljanja niso tako glasna, vendar niso čisto zanemarljiva. Tudi v Sloveniji. In mislim, da je izredno pomembno pogledati naslednjo stvar. Kdo v svetu je ta hip uspešen razvojno? ZDA imajo velikanski intelektualni potencial, tudi po zaslugi tega, da so pravzaprav z majhnimi vlaganji dobivali visoko in še kar naprej ta tok teče, visoko kvalitetne kadre, dobro izšolane iz Evrope, iz tretjega sveta. In ta tok teče nepretrgoma 150 let, odkar je tehnologija postala pomemben razvojni dejavnik. In sistem seveda pomaga. Poleg tega imajo valuto, ki je še vedno svetovna valuta, in svojo inflacijo uspešno izvažajo. In s tem tudi težave. In si lahko privoščijo kar precej negativno zunanje trgovinsko bilanco. Kdo so ostali, ki so uspešni in hitro rastejo, veliko hitreje, kot je to v Evropski uniji v zadnjih letih uspevalo? Ruska federacija, Brazilija, moral bi z Brazilijo začeti zaradi abecede, Ruska federacija, Indija, Kitajska, države so znane kot BRIC, Podi lahko štejete še Indonezijo, ki ni federacija, je pa velika država. Če bi jo po Evropi raztegnili, bi segla od Portugalske do Moskve. Ima 230-240 milijonov
prebivalcev, se pravi nekajkrat več kot največja evropska država. Tu je še Turčija, ki je pred 100 leti veljala kot bolnik na Bosporju. Danes je to hitro rastoča ekonomska sila, tudi za Slovenijo vedno pomembnejša partnerica, sicer pa dolgoletna kandidatka za Evropsko unijo. Tu velja dodati še Mehiko in velja dodati vsekakor 2 državi iz južnega dela podsaharske Afrike, to je Južna Afrika in Angola, državi, ki sta natrpani z naravnimi bogatstvi. Od energentov, se pravi ogljikovodikov, nafte, plina, premoga do, in to visoko kvalitetnih črnih premogov, do diamantov, zlata in raznih drugih redkih kovin in seveda še urana. Najmanjša med temi državami je Angola, ki ima samo 1,5 milijona kvadratnih kilometrov in 30 milijonov prebivalcev. Vse druge so večje in Slovenija, vemo, koliko je velika, Evropska unija celotna ima komaj 5 milijonov kvadratnih kilometrov. Se pravi, za pol Brazilije, pol kakšne od teh večjih držav, pol Kitajske, pol Združenih držav Amerike in tako naprej. Malo zaokrožam te številke. In vse te države svoje politike, razvojne, investicijske, monetarne in tako naprej sprejemajo enotno. Skratka, imajo učinkovit inštrumentarij v rokah, s katerim uravnavajo svoj razvoj. Evropska unija, kakršna je danes, tega inštrumentarija nima. Posamezne njene članice komaj da dosegajo velikost, vključno Slovenijo, najmanjših članic federacije, kakršne so Združene države Amerike. Samo 2 članici Ameriške federacije sta po teritoriju manjši oziroma imata manj prebivalcev kot Slovenija. Da vemo, o čem govorimo. Ne? Kalifornija sama po sebi, ki je sicer trenutno ena od ekonomsko najslabših stoječih držav, v Združenih državah Amerike, če bi bila sama, bi bila 8. ali 7. gospodarska velesila tega sveta. Ampak v Kaliforniji nihče ne razmišlja o tem, da bi šel na svoje, da bi izstopil iz Združenih držav. Skratka, moramo razmišljati, kako to Evropsko unijo, ki jo jaz doživljam kot naravni prostor, v katerega smo se pravzaprav vrnili. Slovenija je od karolinške renesanse, se pravi 1200 let, sicer nepretrgoma tako ali drugače bila vpeta v evropska dogajanja. In Slovenci seveda. Ne? Čeprav kot politična entiteta ni obstajala. Je obstajala kot skupek feudalnih tvorb povezanih s Habsburško monarhijo. Oziroma podrejenih tej monarhiji. Skratka, problem je, kako to Evropsko unijo preurediti tako, da bo res udoben dom, če smem slogan uporabiti. Skratka, da se bomo v njej dobro, varno počutili in se zanesli, da nam s svojim delovanjem zagotavlja in razvojem tudi varnost za jutri in pojutrišnjem. In tako razumem tudi projekt Evropa 2020 in Evropa 2050. 2020 je še za nas, 2050 je pa za naše otroke in vnuke. Oziroma vaše. Jaz sem že majster, prven gre pa za vnuke. Ja. Hvala. Hvala, Peter. Če smem jaz izkoristiti, glede na to, da se nam je pridružil tudi naš nekdanji finančni minister Franci Križanič, bi mogoče izkoristila to priložnost, pa bi povabila, da bi dal eno analizo stanja gospodarstva v Evropi in če gremo v pravo smer v reševanju krize z vzpostavljanjem te bančne fiskalne unije, z ukrepi, ki so danes na mizi, če ne bi zameril, pa mogoče se vključil v to razpravo. Mogoče se nam to pridružil, ker
snemamo za... Kje bodo pa ostali? Ostali bodo pa potem se pripravili, da jo kakšno vprašanje povedali. Tukaj tu sedimo, ne? Tako da... Lahko tudi tam, ja. Boste dobili pa še tale, kako... Ne, mi govorimo, potem je pa priložnost za vprašanja in odgovore, ta je pa odprta ves čas, tako da kdor ima kakšno vprašanje vmes, če mu pade na misel, z veseljem naj nakaže to možnost. Tane, na tvoji inicijativi bi samo toliko povedal, da Evropa je eno najmočnejše, oziroma kar najmočnejše gospodarstvo na svetu, a ne? Evropska unija, Evropa je kontinentna kak unija, takega ni, tako da tudi toliko prodornega, pa toliko razvoja tehnologij ga ni, da je bistveno stabilnejše od kjerega-koli drugega, se pravi, da ima več srednjega sloja, večjo kupno moč, samo zamenjava voznega parka vzdrževanja na isti ravni terja približno 15 milijonov vozil letno, nekaj takega. Ne, da ima teh 400 milijonov ali koliko je že Evropejcev. Pol milijarde avtomobile in tako naprej. Ne. To se pravi, po drugi strani je približno toliko izvozi kot uvozi, sicer s Kitajsko je primarkaj pa drugod presežek, tako da nekih basics, kot rečejo temu v ekonomiji, osnove so dobre. To velja podobno za Slovenijo, podobno za Evropsko unijo. Zdaj, Evropska unija mora narediti domačo nalogo in sicer, ko so koncipirali evroskupino, niso dobro premislili institucionalnega okvirja, v katerem bo evroskupina delovala. Ima Evropska centralna banka premajhna pooblastila, to se je pokazalo kot velik problem. Dejansko mora biti to ta kreditor v skrajni sili, pa na zadnji ravni, da creditor of last resource, se reče temu angleško, tega v Evropski uniji ni in v vseh modernih gospodarstvih je. Tisti, ki študirate, tudi malo se poglavljate v ekonomijo, veste, da je samo jaz sem pomemben avtor ekonomik, to so te njegove ekonomike, s katero vstopaš v miselni svet ekonomije, tudi že si intelektualci z nekega drugega področja. In v eni od njih boste zasledili, da jo začne z nekim citatom, ki pravi, da so bili v svetu samo 3 veliki izumi v razvoju. Ogenj, kolo pa centralni bančni sistem. In Evropa tega nima. Mi smo tako kot inki, brez kolesa. Dobesedno. Bistvo centralnega bančnega sistema, da je ta kreditor, da je tisti, ki na koncu reagira in zagotovi ustrezne vire. Če ne si pa na zlati osnovi, imaš šakovnico denarja, ne pa centralne banke. Tako da, to je bil seveda pomemben izum. Vi veste, tisti, ki se študira, da se to razvije v Angliji pretežno, ne v njeni industrializacije, pa mogoče sploh industrializacije. Kakorkoli že, ta problem je treba rešiti. Na enostavni ravni bo seveda rešljiv, ali pa ga boste opazili kot indikator, ko bodo evro obveznice in ko se bodo ostali problemi reševali izven tega, da zgleda zdaj, da se posamezne države izsiljuje druge države. Jaz sem to na mestu tam takrat reagiral in sem rekel, da je to nesprejemljivo, kakor se dela z Grčijo. Bil sem dokaj osamljen, še grški minister se ni upal tako braniti Grčije, kot sem jaz, ampak ker je pristop je neumen, ne da oni morajo domačo nalogo narediti, ampak je morajo na drug način, ne takole izsiljevalsko in da pade po zadnjemu človeku v Grčijo vse skupaj. Tako da jaz mislim, da možnosti so, osnove so dobre, razvoj gre v pravo smer, tudi cilji, te, ki so z Lizbonsko strategijo postavljeni in potem Evropa 2020, kjer se je zelo pazilo, da so te cilji iz Lizbonske strategije ostali. So dobri, in s tem bi končal, kar se kaže, da je pot prava, so švedski rezultati, ker Švedi so tisti, ki so to razvili, ta pristop, intenzivne razvojne politike, ki omogoča potem visok življenjski standard, temelječ na človeškem kapitalu, ki daje konkurenčnost in presežek v zunanjih trgovinskih odnosih. Sprav, da je visok standard vezan na presežek v zunanji trgovinski menjavi, njim gre izjemno dobro. Imamo še eno rezervno gumo, če rečemo, kot narekovaj, to je devizni tečaj, to grejo za Japonci. Ne vem, koliko to sledite, ampak Abenovi premijer je sklenil, da ne bo več toleriral dragega jena in bo z monetarno politiko dejansko spustil vrednost jena in s tem zagotovo Japoncem nov gospodarski vzgon. Njihova stagnacija se je začela leta 1987, Peter se bo to spomnil, ko so jih Američani prisilili, da morajo dvigati vrednost jena napram dolarju. In od takrat naprej se jim paca, ves čas se jim paca neka stagnacija, ki z samo fiskalno politiko niso mogli preseči. Tako da tu je rezerva do 1,1 dolar na evro je rezerva
po kupni moči. Če gledate devizni tečaj, neka tista pokazatelj je kupna moč. Kupna moč denarne valute bi moral biti tudi en od pokazateljev uravnoteženega deviznega tečaja. Če imaš pri tem presežek, pomeni, da imaš veliko produktivnost, naprej, pa če to postavi v strani, dolar je približno toliko vreden kot evro. Evro po kupni moči, po kruhu, ki ga dobite, po avtomobila, ki ga dobite, je dolar vreden toliko kot evro. Ni manj vreden. Zdaj pa 1,30. To je, še ta rezerva je. Japonci bodo šli v to zelo hitro in jaz mislim, da Evropa ne bo mogla več ostati na te ravni. To bo poudarjali nazaj na Kitajsko izrazito in se bo pokazala njihova manjša učinkovitost, kot zgleda v resnici. Če bi vi hoteli zdaj s poceni delom tekmovati proti Kitajcem, vi lahko umirate od lakote v tako nizki plači, on se bo še vedno z avtom vozil. In to je razlika v deviznem tečaju, ki je tam toliko poceni. Mogoče potem še kakšno se vrnemo nazaj. Bi vas vsem spodbudila, glede na to, da smo se nekako pogovarjali, da bi pričakovali aktivno udeležbo. Vi ste mladi študentje bolj ali manj, pa ravno zdaj sem se vrnila z Trsta, kjer smo imeli eno konferenco o tem, kako zagnati alternativno vizijo Evrope in vključiti čim več aktivnih državljanov, posebej mladih, te sodelujo v razpravi. Pa je nekdo omenil, da za Avstralijo ali pa z neke druge celine Evropa zgleda kot en muzej. Mogoče smo si res naredili en muzej, ampak mladi danes ne čutijo neke povezanosti. Zelo je samoumevno biti del Evropske unije, tudi aktivno se zelo ne udeležujejo, pa me vsem zanima, imate kakšno vprašanje, imate kakšno zamisel, kakšno idejo, kakšen problem, ki bi ga izpostavili, pa bi mogoče kdo od nas tudi lahko na to, kako pokomentiral, tako da vas zelo lepo povabim, da se okorajžite in poveste, kar razmišljate, ker ne bi bila to ena taka bolj razprava, kakor da samo mi govorimo. Zdaj, če bi pa, ne vem, se noben še ne želi v tem trenutku izpostaviti. Ne. Dobar, se pravi pomeni, da ste bolj ali manj zadovoljni. Nedolg nazaj je na portugalska kolegica mi rekla, da je na portugalskem ta generacija mladih danes ima zelo popularno repersko pesem Mi smo neumna generacija, ker se učijo leta in študirajo zelo dolg in dejansko potem ne vejo, zakaj so študirali, ker nimajo nobenih delovnih priložnosti. In ustvarjamo zelo, zelo visoko izobraženo mlado delovno silo, nikako pa in ne znamo ponuditi, kaj so potem zaposlitvene priložnosti. Če pogledam zaposljivost mladih, Avstrija ima recimo zelo nizko brezposelnost mladih, medtem ko v Sloveniji nekje počasi vstopamo v ta bolj zgornji del lestvice, čeprav še nimamo precej kritičnih razmer. Glede na to, mogoče vi ste profesorica prav na tej univerzi, mogoče tako vmes za en tak del, da se bi kdo korajžil še kaj vprašati, kakšna je pa to participacija mladih in potem, ko končajo študij, kaj počnejo in pa recimo, koliko se zanimajo tudi recimo za evropske politike. Mislim, da mi ne bo noben od mojih študentov, ker vidim tudi nekaj njih med publiko zameril, če rečem, da opažam v zadnjih letih eno visoko stopnjo, jaz bi temu rekla neke pragmatične racionalnosti pri študentih. Ne? Namreč tudi, ko jaz hočem spodbuditi kakršnokoli razpravo, uspem samo v prvi uri predavanj, ko sledijo vprašanja, kaj je obvezno, kam moram priti, na katera predavanja, kako bo izgledal izpit, se pravi zelo fokusirano, to nas zanima, da to sestavimo v svoj urnik, v svoj program dela. Ne. Na srečo, vsaj zame kot profesorco, se v vsaki generaciji najde določeno število ljudi, ki nimajo takega pristopa, ampak poleg tistega, kar je obvezno, želijo tudi kaj več. In tisti so tisti, potem, ki mi jaz ponovadi rečem, da naredijo ta poklic zanimiv in nekje te prijeten, nagrajujoč, skozi to, ko vidiš, da vendarle imaš da nekam dostopaš do nekoga. Ne.
Morda je temu res kriva tudi ta situacija, ki je, ne, da pač poskušaš, veliko jih tudi slišim, da delajo, iščejo različne stvari, se pravi potem pač zminimizira tisto prisotnost na fakulteti, na tisto, kar je pač obvezujoče, kar mora, zato da se doseže pač pa ta cilj potem na koncu diploma, ne, zraven počne pa še kakšne druge stvari, ne. Po drugi strani pa, ne, mi smo ves čas pod pritiskom družboslovna fakulteta, kaj delate, ne, se to vse brezposelno pa to, ampak z marsikaterim od naših diplomantov, ki ohranjamo stike, ugotovimo, da so pravzaprav se uspeli na zelo zanimiva področja uvrstiti, da so našli neke svoje pozicije doma ali v tujini, ogromno jih, nažalost, to je mogoče z nacionalnega zornega kota zaskrbljujoče, ogromno zelo uspešnih prodre ven. Jaz še nisem napisala priporočila študentu za tujino, ki potem ne bi dobil mesta v tujini. Ne? Ali je to takoj po prvi stopnji, se pravi že druga stopnja, da se študira nekje na evropskih fakultetah, ali kasneje potem za doktorat. Ne? Se pravi, naši dobri kadri so razpoznavni zunaj, mi jih pa žal ne znamo primerno ohranjati. Ne? Tudi to je eden od problemov in Evrope, ker tudi Evropa beleži zdaj po teh statistikah, ki sem jih jaz uspela videti, odliv mladih ljudi v različne konce, je to Avstralija, Nova Zelandija, Amerika, ali pa tudi še, bi rekla, tudi že azijske države, vidim, postajajo zanimiva destinacija za marsikoga, in Slovenija. No, Slovenija, to sem mislila. Kar se Slovenije tiče, se mi zdi pa, da smo pa izrazito zanemarili to problematiko v zadnjem letu, ne. Jaz sem, pri nas ste videli, da sem tudi za raziskovalno področje zadolžena, ne. Mi še nikoli nismo toliko mladih raziskovalcev odpustili, kot jih bomo letos spomladi. Ne. Mi praktično nikogar, ki smo ga zdaj v tem obdobju izšolali, mu omogočili doseči doktorat, ne bomo mogli zadržati na fakulteti. Enostavno nimamo. Ne. In to, zdaj pa upoštevite, da je trend pa že nekaj let na agenciji, da se pretežno razpisuje mesta mladim raziskovalcem ne na družboslovju, ampak na naravoslovju. In če boste vprašali na Inštitutu Jožefa Štefana, vam bodo povedali, da ne toliko, kot jih mi pošteljamo na cesto, ampak 10-krat toliko. Jih bo v marcu in aprilu zaključilo svoje obdobje mladega raziskovalca in odšlo neznano. Pa je primerjava, da je mladih raziskovalcev danes več kot prej, ali je sredstvo toliko več namenjenih, da je morda toliko ljudi? Sredstev ni več. Sploh jih ni. Sredstev ni več. Mladi raziskovalci zaključujejo svoje usposabljanje, običajno je temu sledilo potem, oziroma to bi moralo biti že lansko leto, oziroma predlansko, razpisi, ki so bili namenjeni podoktorskim raziskavam ali pa aplikativnim projektom, in tega žal lansko leto sploh ni bilo razpisano. Mi smo zdaj dobili odobrene projekte, za katere smo kandidirali v 2011 in še to s tem, da se bodo začeli financirati v drugi polovici 2013. Se pravi, da še če bi hotel kogarkoli zadržati, ga nimamo, poleg tega, da je itak, kar se pedagoškega dela prepovedano zaposlovanje, no, na raziskovalnem bi sicer to možnost lahko še imeli odprto, ampak če ni projektov, žal, ne gre. Ne? Eno vprašanje, mislim, imamo je za... Ja, kar prosim, bi prosila, vseeno kaj. Potem bom pa dala prej še besedo... No, v redu, pa publiko najprej... Najprej da ima publiko. Ne, dajmo najprej povedati. Jaz bi se malo vrnil na začetek, pa na konec, če smem, najprej ste magistra Fojonova omenila brezposelnost med mladimi v Evropi, pa potem participacijo mladih, pa kot primer smo potem rekli Avstrija, uspešna država, kjer je nizka stopnja brezposelnosti mladih. Jaz se slučajno malo ukvarjam s tem področjem in v bistvu, če pogledamo nekaj stvari o participaciji in brezposelnosti, naprimer, mladi na nek način so postavljeni, žal jaz tako ocenjujem, na nek stranski tir. Konec koncev tudi zaposlovanje javni sektor ne zaposluje, kdo prvi izgubi službe, tisti zaposleni za določen čas se ne podaljšuje, to so mladi. Če pogledamo rezultate Eurobarometra za 2012 o diskriminaciji v državah, kjer je visoka stopnja brezposelnosti mladih, obstaja velik občutek med mladimi, da so diskriminirani, naprimer na trgu dela in tako naprej. Po drugi strani smo pomenili, oziroma ste omenili Avstrijo kot
nek zgled, torej visoka stopnja zaposljivosti mladih, po drugi strani pa Avstrija ravno tisti primer, ki je znižala volilno starost na 16 let, leta 2007. Zdaj, leta 2011 je Svet Evrope, katerega članice so seveda vse države Evropske unije, sprejel neko resolucijo, v kateri poziva države članice, torej celotnega Sveta Evrope, naj razmislijo mogoče o znižanju najmanj aktivne volilne pravice, torej na starost 16 let, tako bi še celo nižje, rečemo na 15, ko posameznik pridobi delno poslovno sposobnost. Mogoče je tudi to posledica tega, da se mladi ne udeležujejo tako veliko oziroma niso tako aktivni, ker se počutijo konec koncev odrinjeni. Volilno telo je vedno starejše, mladi nimamo služb oziroma nimajo služb, se ne morejo zaposliti, izgubljajo prvi zaposlitev, ki jo imajo. Tudi oblike dela so fleksibilne, bolj kot ne med mladimi, torej ne bom rekel, ki za določen čas, ko po preteku se praviloma zdaj ne podaljšujejo. Mogoče bi mogli pa kakšni bolj taki ukrepi strani držav članic ali pa mogoče celo Evropske unije kot celote, razmisliti, torej na kakšne načine vključiti mlade v odločanje, da bodo imeli občutek, da imajo v družbi neko moč, da lahko soodločajo in prispevajo. Ker če se jim da neko moč, bo mogoče tudi nacionalne države ali pa Evropska unija sprejeli neke ukrepe za zaposlovanje mladih, ker konec koncev to potegne za sabo ogromno stvari, od vplačevanja prispevkov v različne blagajne in tako naprej. Tako da veliko je teh stvari, ampak meni se zdi pa konec koncev, ko vidimo po televiziji, pa se govori o pokojninah, pa mogoče o zamrznitvi, takoj. Smo na poročilih, komentarjih, hkrati pa zaposlovanje mladih, brezposelnost, problem zdaj, rezanje sredstev v javnem sektorju. Pa konec koncev se mi zdi, z mladimi se pa noben ne ukvarja. To pa je na nek način prihodnost. Pa pravi mladih, svet stoji, so naš temelj, mi pa zanemarjamo, oziroma se mi zdi, vsaj moj občutek je tako, ker se s tem ukvarjam, pa da te temelje zanemarjamo. Tako da pa me zanima, kakšen je pa vaš vidik, da bi ta položaj tukaj izboljšali, jaz tukaj pogrešam neke konkretne ukrepe, mogoče rešitve ali pa vsaj predloge za prihodnje. Hvala. Ja, tako ja. Samo da povem v zvezi s tem, da smo imeli v Evropskem parlamentu kakšen mesec nazaj, se mi zdi, akcijo, sproženo inicijativo, zbiranje podpisov za izjavo pisno znižati volilno starost na 16 let. Moja izkušnja je bila zanimiva, sem v moji pisarni vprašala 3 mlade, ki so stari tam v povprečju, 25 do 30 let, kaj oni razmišljajo, in so različno razmišljali, so bili za in proti. In na dan smo se spet o tem pogovarjali, ker bo ena konferenca letos se zgodila, da bi bila to ena od tem, znižati participacijo mladih na 16 let. Mi je zelo zanimivo to razmišljanje, kaj so pa v Avstriji naredili. Je pa kampanja, ki tudi po Evropi poteka, Jamstvo za mlade. To se je tudi v Sloveniji že na nek način začelo odvijati, kjer vlada v osnovi nameni več sredstev, da zagotovi ta konkretna iniciativa je v prvih 4 mesecih po končanem izobraževanju ti na vsak način ali plačano pripravništvo ali delovno mesto, prvo zaposlitev in investira v štartu zelo veliko, kar na dolgi rok se ji obrestuje. Tako da vsak mlad človek pod 25 letom oziroma ko konča izobraževanje ima možnost nadaljne poti, če v 4 mesecih ne dobi zaposlitve. To so oni dosti uspešno, kakor je meni poznano, izpeljali in to je en model, ki mu države hočejo slediti s tem jamstvom za mlade. In Avstrija je to uspešno izpeljala. No, to mimo grede. Zdaj, Francija, prosim. V prejšnjem mandatu smo zavidno povečali štipendije, nismo pa uspeli potegniti potez za favorizirano, oziroma za to pozitivno diskriminacijo, to, kar vi v bistvu želite, za favoriziranje pripravništva, pa tudi pol profesionalne rasti v nekem obdobju. Dokler pač na trgu se ne utrdiš dovolj. To je neizogibno in bo treba narediti, tako da jaz sem to optimista, da mislim, da bo to steklo. Morate pa vedeti, da tudi izrazito škodi študentsko delo. To opazite šele, ko ste za nekaj odgovorni, tako kot sem bil jaz, in ko greš po pisarnah in vidiš, da vse tisto, kar bi morali mladi ljudje delati in rast, delajo študentje in potem zapustijo, in pride drug. Namesto, da se tam priuči, priuči intelektualnega dela, visoko kvalificiranega dela, ga upravlja, pa gre. Sej sem pa kakšen ostane potem, ko ga diplomira, ampak to je redko. Mislim, da sem slišal na sosednem ministrstvu, tega nisem
tazga primera nisem videl. Kar se pa sociologov tiče, zdaj, vi ste sicer specializirani, velik problem pri nas je v resnici novinarsko delo. Jaz sem to tudi gledal, ker sem bil žrtev pač raznih lobijev, ampak vam povem, lobiji operirajo z ljudmi, ki imajo srednješolsko izobrazbo. Ali platijo posameznike zaradi denarja, ker so nagovorjeni, ljudje, ki nimajo končane vaše šole. Danes je novinar lahko vsak, in imate eno televizijo, ki namenoma zaposluje, to je tista, ki najbolj plati, ki namenoma zaposluje samo ljudi, ki niso končali vaše šole. In tu bi vendarle neka regulacija bila potrebna. A veste, posod imamo regulacijo, tu pa lahko ravno vsak gre in javno počne karkoli, s komerkoli. Zdaj, če bi se na področju te svobode medijev v Sloveniji spuščali, bi verjetno preveč zašli v kakšne sumljive vode. Ne vem, kaj so sumljive vode. Ljudje bi morali imeti določeno profesionalno etiko, določeno profesionalno sposobnost. Je pa nima. To je pa res, ja. In zmer več... To lahko posplošimo na vse, kar se stanje duha, kar se v Evropi dogaja, in sovražni govor na spletnih straneh in neka netoleranca, ksenofobija, vse to je posledica te krize in kjer v negotovosti pa stisk ljudje so. Glede, še bolj konkretno povedati, če ste vi profesionalni novinar, ki je končal to šolo, potem si ne morete privoščati, da bi sodeloval v character killing oziroma v boju nekega človeka, medijskem boju. To vas tako obremeni v vaši karieri. Če ste pa vi, gimnazijski maturant, na razpolago svojim urednikom in lobijem, ki stojijo za njimi, pa to naredite. Zakaj vam to razlagam? Ker če se to zregulira, se seveda odpre precej delovnih mest za ljudi, ki so to nekaj naredili, pa so sposobni. No, jaz sem diplomirala z novinarstva na FDV-ju. Ampak že dolgo od tega. Mi se je marsikaj spremenili, tudi to je res. Mislim, da je Tina Želina že nekaj časa nekaj reč podala besedo. Ja, sicer bi si sam dovolila kot najmlajša za omizjem eno kritično pripombo na to, mogoče se ne strinjam čist z tem odnosom, da mlade tretiramo kot skupino v prebivalstvu, ki je treba jo ujčkati. Jaz mislim, da so mladi, sploh moja generacija, glede na to, da sodim med mlajše, po moje par let sam starejša, preveč apatični, premalo se zanimajo za družbeno realnost, za družbena dogajanja, za odgovornost političnih elit in gospodarskih elit in premalo terjajo od njih odgovornost. Zato jaz mislim, da ne smemo pristajati na dialog, kjer mlade tretiramo kot neko skupino, ki je potrebna ujčkanja. Mladi moramo vzeti stvari v svoje roke in se aktivirati kot državljani. Ampak to je v bistvu, to moje osebno mnenje, ni moje področje, bi pa se samo vrnila nazaj k Evropski uniji, oziroma Evropska unija, jaz mislim, da Evropska unija na ta vsa vprašanja, ki smo jih preden smo zašli na tole, si postavljali, jaz mislim, da Evropska unija ima orodje, vprašanje je, če ima vizijo. Orodje je v proračunu, in ta proračun bi se lahko prilagodil in bi lahko odgovoril na te izzive, ki jih danes čutimo oziroma vidimo, vendar je žal tudi proračun, tako kot že dr. Bekeš prej omenjal, ujet v te razmišljanja, tehtanja, ali bi ostal ali bi šel, čeprav jaz mislim, da noben resno ne razmišlja o tem, da bi odšel. Je pa tudi zanimivo ta naslednja finančna perspektiva, ki prihaja, torej večletni finančni okvir 2014-2020, prinaša določene premike na morda ključnih polisih, področjih Evropske unije. Recimo v sami energetiki je zaznan recimo 45-kratno povečanje sredstev, razpoložljivih sredstev za realizacijo infrastrukture, za realizacijo integriranega trga na področju električne energije in zemeljskega plina. 45-kratno povečanje in to govorimo o številki, ki je zdaj že bistveno nižja od tega, kar je Evropska komisija predlagala v svojem prvotnem predlogu. To so bistveni premiki. Seveda to je še vedno neki zanemarljiv znesek, ko pogledamo
skupno kmetijsko politiko, ampak prihaja pa do teh premikov, ne, tudi na področju raziskav in razvoja, vsaj govorim za energetiko, ne, v okviru obzorja 2020, ne, ki nekako usmerja delo na področju raziskav in razvoja Evropske unije, je dvakratno povečanje sredstev za energetske tehnologije, torej za raziskav in razvoj na področju energetike. To so konkretni premiki, ne, ker finančna perspektiva je vedno resen test, kako resno Evropska unija misli, ko govori o nekih političnih ciljih. Ne. Videli smo pri Lizbonski strategiji v prejšnjem desetletju, da so bili deklarirani politični cilji daleč od finančne realnosti ali pa realizacije. Ne. Pri tej finančni perspektivi pa prihaja do enih premikov, ki bodo po mojem na dolgi rok začrtali spremembo poti oziroma bodo podali neke odgovore, tako sem že na začetku rekla, da se pač Evropska unija vrača nazaj na integracijo na področju politik, ne več na integracijo institucij. Ne. Se pa strinjam, da je tudi tam potrebno še marsikaj narediti. Se pravi, zelo veliko se da narediti na energetski učinkovit, na že obstoječih tehnologijah štiroporja, ne, ki je zelo pocenten. Pa tako zmanjšamo za 40% porabo energije v gospodinstvih, ne, samo da stiropor gor zalimamo pa damo okna, ne, pa je to ničen strošek, ne. Ustvarja izjemno dodano vrednost na področju malih in srednjih podjetij, dodatne zaposlitve, prihranke na ravni države, pa še cenovno je zelo ugodno. Tako da ja, se pravim, jaz mislim, da orodje je, odgovori so, samo nekdo mora zgrabiti to orodje in ga uporabiti. Samo to. Bi mogoče lahko poleg tega, kar je bilo omenjenega, naštela nam še kakšno tako zelo praktično stvar, da bi sami lahko kot posamezniki ali pa projekte izpeljali, ki bi bili nekako narejeni z čim manj denarja, pa bi lahko veliko privrčevali pri energiji. V Sloveniji govorim konkretno. Ja, Slovenija ima vsekakor zelo veliko možnosti, da uporabi pač ta kohezijska sredstva, ki so ji na voljo za energetsko sanacije stavb in tudi spodbujanje pač učinkovite rabe energije. Na tem smo zaspali, zadeva bi lahko bila veliko bolje izkoriščena in tudi izvedena, kot je danes. Čas se nam izteka, pogodbe v bistvu morajo biti sklenjene do konca leta 2013, da pač, kar se govorimo o sedanji finančni perspektivi, ne, torej da počrpamo v bistvu sredstva, ki so nam zdaj na voljo, ne. Tako da pač upam, da bo aktualna oblast to prepoznala in tudi to resno izpeljala. Vsak posameznik pa lahko marsikaj naredi, kar se tiče recimo zaveščanja kot potrošnik. Ne. Tukaj je, jaz mislim, v Sloveniji veliko manevrskega prostora. Ne. Mi imamo formalno, sicer imamo trg za električno energijo pa zemeljskih plinov, ampak de facto ne deluje tudi zaradi potrošnikov. Ne. Na električni energiji je sicer to malo bolje in je sploh eno podjetje veliko naredilo na tem področju. Ne. So pa tudi potrošniki tisti, ki bi lahko malo bolj, mislim, ki bi lahko se malo bolj aktivirali in tudi aktivno iskali priložnosti. To je pač tako, da greš kupiti kruh, ne, ali boš ga šel v Spar ali pa Mercator, ne, tako lahko tudi kupiš plin ali pa električno energijo, ne. In do tega ozaveščanja moramo v bistvu mi v Sloveniji še priti, no. Zdaj mislim, da imamo še eno tamle Franci Križanič. Jaz sem hotel samo povedati, problem Evrope je v zvezi s proračunom je, da je samo 1% BDP-ja ta proračun. Ta proračun je tako majhen, da je makroekonomsko praktično zanemarljiv, pomaga pa razvojno in to ste v bistvu v razvojnih implikacijah tega proračuna govorili. Ja. Ta 1% BDP-ja smo ravno naredili eno študijo v našem odboru v parlamentu za borbo proti korupciji, kriminalu in pranju denarja, primerljiv isti višini zneska, kakor ga zgubimo evropski državljani na račun korupcije, ker ne znamo se boriti proti temu. In študija je pokazala, da točno en tak proračun denarja zgubimo pa zaradi korupcije v naših državah. Mimogrede, glede na to, da smo jo ravno kar dobili. Vi ste želela tudi še nekaj dodati, ne? Ja, mene je malo prej
kolega Križanič spodbudil, ki je razglabljal, kakšne so priložnosti Evrope, ne, na ekonomskem področju. Če malo pogledamo sam razvoj Evropske unije, ne, kdaj so se kakšni pomembni premiki dogajali. Ponavadi takrat, kadar smo imeli gospodarske težave, ne, takrat se je potem najlažje našlo tudi nek preboj, tudi neko politično strinjanje. Ne. In se mi zdi, da ta trenutek imamo cel kup argumentov za neko bolj racionalno ekonomsko odločanje, ki gre v smeri tesnejšega povezovanja, ne, posebej še na področju evrocone. Ne. Ampak hkrati, ne, smo pa tudi priča nekim silnicam, ki bolj narazen, kot pa skap vlečejo to Evropo na političnem področju. Ne. Manjkajo nam neki vizionarji Evropske unije, kot so bili v preteklosti, ne, tista velika imena, ne, ki so znala videti neke skupne cilje in znala premagati, ne, to. Zdaj se mi pa zdi, da dostikrat, in to konkretno tudi mi počnemo, ne, tudi Slovenija točno to počne, ne, da pravzaprav uporabljamo to Evropsko unijo dostikrat kot nek izgovor za nepriljubljene ukrepe doma, ne, in s tem zbijamo težo. Ne. Mi pravzaprav vse, kar je slabega, ne, tudi če ni slabega, če so enostavno ukrepi, kjer določene stvari urejaš, ne, jih prikažemo kot Bruselj to od nas hoče. Ne. Bruselj nam bo zdaj požaril 10 milijonov od elana. Ne. Bruselj bo kar naenkrat trojko nam poslal sem, ki nam bo sploh zagrenila življenje. Ne. Ta Bruselj postaja, ne, nek bav, kakor da ne bi mi šli sami prostovoljno tja, in kakor da ne bi poznali, da pravzaprav so mehanizmi odločanja v Bruslju nam dostopni. Vendar tukaj pa mogoče malo pade noter zraven to, ker si omenil apropo kakovosti novinarjev, ne? Dejansko postopkov odločanja v Evropski uniji novinarji, ki pri nas poročajo o Evropski uniji, ne poznajo. Osnovnih stvari ne poznajo. Ne? Zato pa lahko potem zapiše Bruselj od nas terja. Ne? Nekdo od nas je bil v Bruslju, ko se je to dogovorilo, da se bo to tako počelo. Ne? Ampak v osnovi je tudi vprašanje... Se pravi, da smo mi bili tam, ne? Na nek način, če pa nismo svoje pravice glasovanja izkoristili, to je pa zdaj drug problem. To pa ni problem Bruslja, to je pa še vedno naš domači problem. Ne? Tako kot je pri teh razvojnih sredstvih ali pa naslednji finančni perspektivi. Ne? Jaz poznam moje področje raziskav in razvoja. Ne? Mi smo ta trenutek ena zadnjih držav, ki je začela razmišljati, kako bo za naslednjo finančno perspektivo pripravila področje raziskav in razvoja. Sploh še nimamo na papirju nič. Eni se pa že pogajajo, kako in kaj želijo noter imeti. Ne? Se pravi, domačo nalogo ne naredimo. Ne? Pa je pa Bruselj kriv. Ne? To je zelo na mestu pripomba. Jaz moram reči, da kako so se vlade tudi zamenjale vsaj v tem času, ko sem bila v Bruslju, da dostkrat moj občutek, pa je to moja osebna ocena, naša stran, Slovenija, pogajalci, ministri, niso vedeli ali pa niso imeli izdelanih stališč pravočasno. A pa je dostkrat bil občutek, mogoče se motim, ampak to je bil moj občutek, da smo prišli tja, pa so v zadnjem trenutku pridružili tistim, ki so nas prepričali, da ne izkoriščamo možnosti, pa moči, ki jo imamo v svetu, da bi se glede na našo situacijo doma pripravili in imeli stališče in izdelane. To isto lahko potrdim danes v vlogi evropske poslanke, da velikokrat nimamo stika med ministrstvi in parlamentom, med svetom, med komisijo, da bi vedeli, kaj je v interesu naše države in zato se tudi zavzemali in glasovali. Ker se dostkrat zgodi, da stališča pridejo z ministrstv prepozno ali pa že potem, ko smo mi neko odločitev v parlamentu sprejeli. Da dejansko so te kanali komunikacije izjemno slabi, pa velikokrat ne izkoristimo glasu pomoči, ki jo imamo. To je pa tudi, bi rekla, ena kritična pripomba, ki jo jaz vidim, na žalost. Zdaj mislim, da je Peter prosil še za besedo. Ko je profesor Bučarjeva govorila, sem se spomnil na eno staro stvar. Kitajci imajo tudi svoj način izražanja pojma kriza, dve pismenki, od katerih prva pomeni težave, druga pa priložnost. V
in v evropskih jezikih, vsaj tistih, ki jih jaz poznam, pa govorim to z eno besedo, izražam. In mi je ta kitajski način označevanja krize izjemno všeč, ker ne pomeni kapitulacije, ampak pomeni pravzaprav sprejemanje izziva za nekaj narediti. In ni slučajno, da se Evropa vedno premaknila korak naprej, ko je trčila ob težave, ker je morala nove rešitve poiskati, da je preplezala čez tisto stopnico. In isto seveda velja tudi za vsem nam ljubo Slovenijo, ker smo tle pač doma. Tako da morda tale kriza, tudi njena politična dimenzija, ob katero smo trčili tekom zadnjega leta, sama po sebi ni tako dobra stvar. Morda bo pomagala očistiti prostor za ljudi, ki znajo boljše, bolj pošteno, bolj predano, z več vizije, z več imaginacije se lotiti problemov, s katerimi se Slovenija sooča. Samo to. Jaz bi mogoče tu Peter dodala, da se strinjam s tem, kar je tudi Tina preomenila. Danes po moje v Evropski uniji ni nobene države, ki bi se dejansko želela izstopati iz Unije. Jaz osebno mislim, da tudi Cameron ne verjame, ampak samo izsiljuje. Britanija ne, ampak ima neugodno situacijo doma. In vsi mu očitajo, da a la carte ne deluje politika, vzemi tisto, kar ti paše. Ampak če pogledamo pa, kako bo Evropa naprej delovala, Evropa dveh hitrosti, a bo to neko tesnejše povezovanje interesnih skupin, mogoče na energetskem področju, mogoče na znanstvenem področju, na evrskem, ne vem, a bo mogoče v to smer šla Evropa, to bo pa verjetno. Zdaj veliko poznavalcev pravi, da ni trenutek se o tem še pogovarjati, dokler ne uredimo naših gospodarstv, pa se nekako predvsem povrnemo zaupanje med ljudmi v evropske politike. Da so to še preveč abstraktne razprave in so mogoče za zdajšnji čas prehitre, ampak vseeno je meni interesantno razmišljati o tem, bo to neka Evropa, kjer bodo močne države hitele, pa tako, ko včasih slišimo, bomo mi skočili zraven ali ne, ali bo to neki par držav, ki se bo povezvali tako, kot je v osnovi nastala Evropa, na mogoče skupnosti energetski ali tako naprej, ne vem, lahko mogoče s tem zaključimo, če nima noben od vas nobenega vprašanja. Če pa ima kdo še kakšen razmislek za z nami deliti, pa z veseljem se še vedno uporajište, če ne. Bi mogoče, jaz sem tukaj, ko smo govorili o slabi komunikaciji, bi en primer povedal iz Cerknice, pogovarjal sem se z direktorjem regijskega parka v Cerknici in je razlagal, kakšne probleme imajo. Cerkniško jezero je namreč član Nature 2000 zaradi gnezdišča kosca. In ker kosec gnezdi v avgustu, da bi kosili po koncu avgusta, dobivajo kmetje, mislim, da 10 evrov na hektar subvencij. Po drugi strani je pa kmetijska subvencija za zgodno košnjo v juniju 15 evrov na hektar. Torej vsi kosijo prej in zaradi tega je kosec skoraj že ogrožen zaradi te nekomunikacije med enim in drugim. To je evropska subvencija. To je primer slabe organizacije birokratskega sistema. Leva roka ne ve, kaj dela desna roka. Dva različna resorja se horizontalno nista uskladila. Drugače pa vsaka taka odločitev, kar zadeva Slovenijo, ima v Sloveniji svoje ime in priimek. Če ni to minister, je pa visok uradnik v ministrstvu, ki sodeluje v delu ustreznih delovnih teles, ki predlagajo odločitve, na koncu se pa ve, kdo je v Evropski uniji pristojen in kako so te pristojnosti razdeljene. Skratka, nič ni anonimnega, vse je lepo shranjeno, dokumentirano, arhivirano. Ima kdo z naše publike še kaj, če ne bomo mi počasi, bi se še kdo želel vključiti? Ne? Potem bi dali še Jaz bi samo, apropo te Evrope več hitrosti, kar se tiče raziskovalnega ali pa inovacijskega področja, tu moram reči, da se nam to že dogaja, da vidimo, da že podatki 7. okvirnega programa zelo jasno kažejo določeno grupiranje. V 6. okvirnem programu smo kot nove države članice imeli določene ugodnosti, tudi naši
da rečem, bolj razviti partnerji so nas bili skoraj da dolžni pozvati v partnerstvo. 7. okvirnim programom tega ni bilo več in nastajajoči pogoji za, sicer se mu ne sme več reči 8. okvirni, ker zdaj bo to samo še horizont, tudi ne grejo mogoče še malo bolj v to smer, velikih projektov, ki seveda doskrat presegajo koordinacijske sposobnosti malih držav članic. In tukaj se mi zdi, da se premalo pozornosti na nivoju politike temu posveča, da bi pravočasno, ko se postavljajo pogoji za kakršnokoli sodelovanje, zaščitili interese malih, predno bomo ugotovili, da smo že na več tirih. Ker potem bo pa zelo težko zraven prideti. Ker potem pa, mislim, tudi ta zagovor, ne vem, pa da imamo bolj prilagojeno nekomu nekaj narediti, se pravi tistim, ki so na drugem tiru, bolj počasni. Mislim, da ne bi bila prava smer za Evropo. V tem omenjenem horizonu 2020 za zagotavljanje globalne konkurenčnosti v tem finančnem instrumentu je namenjenih 80 milijard, če se ne motim. Razen, če ne bo kaj okrnjen ta del, ampak kaj pa se lahko od tega nekako obetamo, od tega izkupička? Ne vem, tendenca komisije pač je, da raje vidi manj velikih projektov. In taki veliki projekti seveda potem obsegajo tam tudi 60-80 več partnerjev, to je pa že zalogaj, ki ga pravzaprav pa nas, mislim, da razen Inštituta Jožef Štefan, nobena druga organizacija ni fizično v stanju peljati. To pa je potem problem lahko. Ker enostavno si vedno postavljen lahko samo v vlogo partnerja ali pa celo niti ne partnerja, ampak podizvajalca. In to je pa vse v pogojih kandidiranja zapisano in če nisi takrat zraven, ko se to oblikuje in če nisi zraven z neko, da rečem, vizijo, kaj želiš doseči, se ti lahko zgodi, da pač bo nekaj sprejeto, pač nekdo od naših ali ne bo šel ali pa ne bo vedel, čem je sploh problem in bo zadevo izglasoval. Zdaj mislim, da vsaj sedanja ekipa na ministrstvu je relativno pasivna pri teh zadevah. Mi nimamo denarja več niti, da pošiljamo ljudi na sestanke, ko se te stvari oblikujejo in nas zna doleteti, da bomo pač morali vzeti tisto, kar bo tam na razpolago. To pa zna biti potem pač zato, ker smo relativno vendarle cenejši kot morda naši profesori iz razvitejših držav, da bomo pač upravljali neke te izvedbene funkcije, ne pa res kreativne. Ja. In to je samo eno od področij, verjetno podobno zgodbo bi lahko vlekle tudi na kakšnih drugih. Zato se mi zdi ta večtirnost Evrope izrazito problematična in je treba njej dosti pozornosti posvetiti. Na energetskem področju? Jaz bi mogoče za konec povedala eno zanimivost, da je Jacques Delors, oče enotnega evropskega akta, torej v bistvu ustanovitelj skupnega trga, leta 2010 skupino somišljenikov izdal policy paper, ker je pozval evropske politike, evropske voditelje, da naj Evropsko unijo na novih temeljih postavijo, da naj sprejmejo novo pogodbo, ki se reče Evropska energetska skupnost, kjer naj prenesejo pač na EU raven več pristojnosti na področju energetike. Še posebej je omenjal v bistvu področje raziskav in razvoja ter zunanje politike, ker je naš rak rana. Tako da danes seveda temu še nismo priča, v bistvu tudi ni, verjetno se v naslednjih letih ne bo to zgodilo. Je pa zanimivo to sporočilo slišati od enega, ki je v bistvu oče, oziroma eno od očetov Evropske unije, kot jo poznamo vse na tem skupnem trgu. Mogoče nas to čaka v prihodnosti, mogoče v bistvu gre na področju energetike pod to smer. Samo kot razmislek. Če bi še kdo želel kaj dodati, Peter, bi drugače nekako naredimo nek sklep oziroma zaključek. Potem bi jaz mogoče edino za konec povedala, letos, tako kot sem na začetku začela, je to leto aktivnega državljanstva, kar se nam dogaja po vsej Evropi, poleg te socialne, moralne, gospodarske, finančne krize, je, da dejansko ljudje danes
kar nam sporočajo na ulicah, ne v Sloveniji, v vrsti evropskih mest, kjer so se protesti začeli že veliko prej, nam sporočajo veliko nezadovoljstvo, veliko nezaupanje. In nezaupanje naših državljank in državljanov je en velik problem, s katerim se moramo najprej spopasti, kako povrniti zaupanje in na eni strani v evropske institucije, najprej pa doma v domače institucije. Zdaj, to je najprej odgovornost vseh odgovornih politikov v državi, da poslušajo to, kar danes ljudje sporočajo. Bližajo se nam evropske volitve, to veste, da naslednje leto izbiramo nov Evropski parlament, prav tako imenujemo novo Evropsko komisijo, ravnotežje moči se bo verjetno letos še spreminjalo, bistvena bo pa participacija državljanov na volitvah prihodnje leto. In ravno zaradi tega je zelo pomembno, da se čim več pogovarjamo, da vsi sodelujemo v teh razpravah in da nekako vidimo, kje so naša pričakovanja in kaj lahko tudi Slovenija naredi in pričakuje od Evropske unije. Meni se včasih zdi, da to, kar so razumele naše generacije pred 50 leti, ali moji starši recimo, ko so gradili Evropsko unijo, je bila ideja povezovanja za mir in stabilnost. Po vojnah, po revščini. Danes to mladi že zelo težko razumejo, na temelju česa je nastala Evropska unija. Samoumevno je postalo, da potuješ brez potovalnih dokumentov, da imaš skupno evropsko valuto, da imaš študentsko izmenjavo, česar že v moji generaciji ni bilo mogoče. Vse je zelo samoumevno postalo in smo pozabili, kaj Evropska unija nam prinaša. Zato mislim, da moramo tudi mi na svoji strani spremeniti način komunikacije in najdeti nove izzive. Izzive imamo, Peter je lepo v risu, svet nas prehiteva, po levi, desni, majhne države ne bomo uspeli nikamor priti, tudi velike v Evropski uniji, ne, v izolaciji. Izzivi globalni so preveliki in moramo stati skupaj. To je mogoče za zaključek. Evropa bo mogla ostati povezana, graditi na tej ideji več Evrope, čeprav mogoče se to sliši kot nek kliše, ampak jaz verjamem, da bomo edini tako lahko nekako konkurenčni in kredibilni v svetu, ki je okrog nas. Tako da mogoče to za zaključek, pa upam, da bomo imeli vsi med nami več priložnosti, da se bomo aktivno udeleževali v prihodnje podobnih posvetov o Evropski uniji. Hvala lepa.